Razdalje v vesolju so ogromne. Kljub temu že desetletja prek radijskih valov ljudje na Zemlji nagovarjamo morebitna druga bitja v vesolju in čakamo odgovore. In to v času, ko se ne znamo dobro sporazumevati niti med sabo, kaj šele z drugimi živimi bitji, s katerimi si delimo Zemljo. O tem premišlja tudi umetnica Saša Spačal. Živjo! Živijo. V projektu Synchnos, sinhronizacija, če dobesedno prevedem, postaviš samozadostnega človeka, ki se nekako ne ozira več na okolico, pred izziv, da komunicira s čričkom. No, in to je zame eno tako bitje, ki me asociira na prijetne pomladne večere z zvokom, po drugi strani je pa neprijetnega videza. A si izbrala ta živa bitja za nalašč? Ja, seveda za nalašč. Prav zaradi tega, ker črički so tako prijetnega zvoka, kot si omenila, ampak istočasno veliko ljudi sploh nima neke vizualne informacije o tem, kako izgledajo. In jaz sem želela postaviti človeka pred en tak izziv, kako bojo zdaj komunicirali z bitjem, ki ga ponavadi ne vidijo, pa ki ni mehko, pa ki nima velikih oči, kot mačke pa psi, in smo ponavadi vajeni, da z njimi vstopamo v neke odnose, in zato sem zbrala čričke. Naredila si audiovizualni vmesnik, preko katerega ljudje komunicirajo s črički. Na kakšen način? Ja, v bistvu gre za vizualizacijo zvoka na nekem velikem satelitskem krožniku in na eni strani se generira vizualizacija zvoka čričkov, na drugi strani pa vizualizacija zvoka človeka in potem algoritem tudi prebere, koliko se te dva zvoka ujemata in to izrazi z vizualizacijo. In kako so se odzvali obiskovalci, ki so vajeni govora in ne teh zvokov, ki jih imajo črički? Ja, meni pri tem projektu najbolj ljub ta moment, ko nekdo skoči pred mikrofon in je že tako res pripravljen in poln entuzijazma, da bo zdaj začel se pogovarjati in potem se ustavi, ko ugotovi, da ne ve, kaj mora narediti. Ker ni tukaj pač nekega metode, kako se pogovarjati s črički, in kjer zvok sploh uporabiti, a ga črički sploh slišijo, kako oni slišijo, ga vidijo. Tako kupenih vprašanj se pojavi temu človeku in potem, ko tam sedi, po nekem času res začne komunicirati. Tako da voljo imajo ljudje, da bi to naredili. SETI inštitut že desetletja pošilja sporočila na planete, kjer naj bi bilo tudi življenje, čeprav dejanskih povratnih informacij še nimamo in lahko jih pričakujemo šele čez 100 let, ali še mogoče kasneje. Kaj meniš, da se bo zgodilo, če bo dejansko prišlo do stika in komunikacije z nekimi bitji, ki morda živijo na drugih planetih ali pa tudi ne? Predvsem je odvisno od tega, od stopnje izobraženosti, nekega znanja in tudi empatije od vseh vpletenih. Ali bo zdaj tukaj prevladal nek strah in se bojo ljudje ali pa če ta druga bitja prestrašili in stekali stran ali pa se celo poškodovali, brez da bi se prvič sploh pogovarjali, ali pa bojo lahko počasi vzpostavili nek stik, se spoznavali in raziskovali svoje navade in svoje specifike in preko tega nekako potem naredili eno drugo realnost. Za izkušnje kolonializma in evropskega človeka, ki je šel in spoznal neke druge kulture in kako je takrat ravnal, niso najboljši obeti za to našo komunikacijo. Ja, ampak to je bilo, rečemo, zgodovinsko malo nazaj, tako da mogoče smo se kaj naučili, čeprav se moramo še ful veliko. Najlepše hvala. Hvala. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte, ker če deliš, dobiš.